Brezposelnost tako v regiji kot tudi v vsej državi je trenutno zelo nizka. Kadra pa primanjkuje tako rekoč povsod. Na novomeški enoti Zavoda za zaposlovanje smo preverili, kako se regija spopada s pomanjkanjem delovne sile. Potrebe našega gospodarstva so praktično v vseh poklicih večje, kot je razpoložljivega kadra, najhuje pa je v zdravstvu, šolstvu, gradbeništvu in predelovalni industriji. Zavod za zaposlovanje se s problematiko intenzivno ukvarja. Zelo se povezujemo z šolami, z izobraževalnimi inštitucijami, z delodajalci, da se v bistvu promovira deficitarne poklice, poklice prihodnosti, da se mlade ozavešča, kakšne so možnosti na trgu dela, da se jih usmerja. Ne nazadnje preko vseh naših dogodkov, ki jih delamo. Skupaj z Razvojno-izobraževalnim centrom Novo mesto so novembra organizirali regionalni karierni zaposlitveni dan Zate 2025. Odziv je bil se strani mladine in tudi se strani delodajalcev zelo pozitiven. Gre se v bistvu, da pridejo na ta dogodek devetošolci ali pa dijaki 4. letnika, ki so v bistvu pred tem, da ali se bodo še odločili, da grejo naprej na študij ali pa že iščejo zaposlitvene priložnosti. Kreirajo tudi posebne programe namenjene potrebam okolja ali delodajalcev, ki iščejo kader. Ko smo v zadnjem letu kreirali skupaj z šolskim centrom, vsemi 4 domovi starejših občanov in splošno bolnico Novo mesto, program pomočnikov v socialno-varstvenih ustanovah in bolnišnicah. Imamo tudi že prve vključitve. V regiji je tudi vse več tujih delavcev, mnogim pri tem pomaga Novomeško društvo za razvijanje prostovoljnega dela, kjer opozarjajo, da tujim delavcem ob prihodu v novo okolje ni lahko. Zato naše društvo z vsemi temi ljudmi, ki naj ne bo pomote, sem prihajajo zaradi dela, naše gospodarstvo jih krvavo potrebuje in tudi vabi. Zato se te ljudi skušamo čim prej vključiti v našo skupnost. Prizadevanja za zapolnjevanje kadrovskih vrzeli v regiji se krepijo, demografija pa jasno nakazuje, da se bodo potrebe po delovni sili le še večale.